Kresnik. Nekje daleč, v jutrovi deželi na vrhu steklene gore stoji palača, v kateri raste zlata jablana. V tej palači prebiva Kresnik, zlatoroki in zlatolasi bog sonca, ognja in svetlobe. Je dober in pravičen, v rokah pa vihti goreč meč in se prek neba prevaža v zlati kočiji. Pogosto se bojuje proti svojim zlobnim nasprotnikom, ki mu kradejo živino ali pa ugrabijo njegovo ženo. Moči si meri tudi z mogočno kačjo kraljico, ki ima prelepo hčer, v katero se Kresnik zaljubi. Ljubezen med njima je tako močna, da Kresnik z njo prevara svojo ženo, kar nam kaže, da ni le poosebitev vsega dobrega, ampak ima tudi popolnoma človeške lastnosti. Njegove zmage nad sovragi so staroverci praznovali 24. rožnika, na kresno noč, ko so na vrhovih hribov prižigali kresove, pletli vence iz rož in zažigali ognjena kolesa. Kasneje so v slovenskih deželah začeli pripovedovati o večjih kresnikih, junakih, mitskih knezih in zaščitnikih posameznih rodov, tako kot v moji domišljijski seriji romanov Skrivnost srži. Prav tako kot njihov predhodnik, se ti junaki spopadajo z zmaji, da bi zaščitili ljudstvo in pred kruto usodo rešili kakšno mladenko. Spominjajte se zatorej božanstva, ki jih je navdahnilo, in mu na kresno noč prižgite ogenj v čast. Vas zanima še kakšno drugo slovansko božanstvo? Zapišite odgovor v komentar in seveda všečkajte, delite in mi sledite.